Dober dan, en prav lep kolesarski pozdrav. Kakšen kolesar si? A si bolj človek rutine in se voziš zmeraj po istih progah? Ali si bolj tak navihan rekreativec, da narediš vsak dan drugačno pentljo? Danes je 16. april, ob 10. dopoldan je bilo komaj 11 stopinj Celzija. Tako oblačno je in malo vetrovno, skratka idealno vreme za kolesarjenje. Vidim pa na zahodu neke zaplate modrega neba, tako da grem kar v tisto smer. Meni osebno je rutina ful pomembna, ampak samo pri stvareh, s katerimi nočem zgubljati časa. Recimo oblačenje pred kolesarjenjem. Pri meni je zmeraj vse na istem mestu. Vsa oblačila, vsa oprema. Zmeraj se naštimam po enakem vrstnem redu. Čau. In na tak način dosežem to, da se vštimam v najkrajšem možnem času. To je rutina, ki bi lahko rekli tudi učinkovitost. Enako velja tudi po kolesarjenju, naprimer čiščenje kolesa, slačenje, tuširanje. Zmeraj imam enak postopek, tak, ki se meni zdi najbolj racionalen in najkrajši. Pač moja ideja je enostavna, niti sekunde več nočem porabiti za stvari, ki so mi odveč. Se pa zgodi tudi kakšna nepredvidljiva stvar. Ne vem, priješ do kolesa in je sprednja guma prazna. Ali pa ne najdeš izostara, ker ga je žena nekam prestavila. No, moram pa biti pošten in povedati, da moja soproga tega ne počne, ker ve, koliko mi ta rutina pomeni, tako da opremo pusti popolnoma pri miru, razen to, da opere dres in ga zloži potem na isto mesto, kjer je bil prej. Temu lahko rečete, kakor hočete, rutina, ukalupljenost. Jaz nekako vidim kolesarjenje kot neto čas, ki ga preživiš na kolesu. Tisto, kar se pa zraven oblačiš, slačiš in opremljaš, je pa bruto čas. In pač želim, da so tista obrobna dejanja čim krajša. Ko pa enkrat končno pridem na kolo in kolesarim, takrat je pa stvar pri meni popolnoma obratna. Nobene rutine, nobenega ponavljanja, nobenih istih cest, ampak čim bolj razgibana, hudomušna in navihana vožnja. Poznam pa tudi ljudi, ki jim rutina pri kolesarjenju ustreza. Se vozijo zmeraj po eni in isti progi ali pa po dveh, treh enakih in jim je to popolnoma okej. Recimo moja soproga se najlepše počuti, če gre lahko na isti krog, ki ga je najbolj navajena, najmanj stresa, vse pasti pozna. Spoštujem, težko pa razumem, ker meni bi se zdelo to dolgočasno in rabim, da je vsak dan nekaj novega. Imam pa po drugi strani tudi kolega, ki mu ni dovolj to, da je vsak dan drugačna proga, ampak mora biti vsak dan tudi popolnoma drug šport. En dan teče, drug dan kolesari, tretji dan vesla, četrti dan je v hribih. Tak pač je. Jaz sicer pošteno povem, in tudi kdor me spremlja na Stravi je lahko opazil, imam en par prog, ki jih odpeljem večkrat, sem jih navajen, jih poznam v nulo in jih uporabljam takrat, kadar hočem iti na easy, recimo 50 km, da ne rabim nič kaj takega razmišljati. Takrat uporabim eno od takih prog, ampak ne pa 2 dni zaporedoma, da se razume. V veliki večini primerov je pa tako, da popolnoma nič ne načrtujem naprej, odpeljem se od hiše in se po kakšnih 5 do 10 km odločim, kam bi šel. Tako imam od doma naštudirane 4 različne smeri, kamor se odpravim, da pridem čim prej ven z mesta. Potem pa pade odločitev, ali grem v Italijo, ali na Kras, ali v Goriška Brda, Vipavsko dolino.
kamorkoli mi srce poželi. In potem se vozim popolnoma po navdihu, včasih iščem modre koščke neba, tako kot danes. V glavnem brez kakšnega velikega plana, enostavno grem zato, da se imam fajn. In potem na koncu, ko pogledam progo na Stravi, pač če je tista okrogla, navadna, mi je najmanj zanimiva. Najbolj všeč so mi pa tiste pentlje, ko potem na koncu na zemljevidu izgledajo, kakor da bi videl na tleh eno pohojeno vezalko. Pa to zavijanje levo-desno, vse to nisem zaradi tega, da je meni pač bolj fajn. Ampak je tudi zelo koristno, ker se včasih zgodi kakšna nepredvidena stvar in nimaš kakšnega problema zaviti drugam, kakor bi pa sicer načrtoval. Evo, recimo ravno tukaj danes v Koprivi je neka prireditev, neki tekači in kolesari, določene ceste so zaprte. Zdaj, če bi jaz imel v glavi fiksno idejo, po kateri progi bom šel, bi me tukaj ustavilo in pa bi že tuhtal, kam ne grem. Tako pa ni nobenega problema, zavijam pač v drugo smer in stvar je rešena. V bistvu se mi zdi še bolj fajn, da lahko tako kolovratim gor in dol. Pri tem, da moje kolesarjenje ne bi bilo preveč rutinsko, si pomagam tudi z aplikacijo Wanderer Earth. To ti daje neke točke, kadar se zapelješ po cesti, kjer nisi bil še nikoli. Stvar je brezplačna, povežeš jo s Stravo in ona ti potem kaže proge, kje si bil na novo oziroma kje si se peljal prvič. Wanderer potem avtomatsko sam od sebe napiše na Stravo tudi delček opisa, in sicer koliko kilometrov si prevozil na novo. Bomo videli na današnji progi, koliko mi jih je ratalo. Nekam sem zavil po teh makadamskih in stranskih poteh, kjer še nisem bil. Sicer pa za tiste, ki vas zanima, kje sploh jaz krožim, bom dal od spodaj v opis videa link do Strave, pa si lahko pogledate. Poleg tega uporabljam tudi aplikacijo Quadratinos. Podobna stvar, barva neke kvadratke, ki se si jih slučajno dotaknil s svojimi progami, in ti potem prikazuje zmeraj večje območja, ki si jih že prevozil. To so take zanimive igračke, zato da kdaj zaviješ za nalašč nekam drugam, kamor mogoče tisti dan nisi nameraval. Zelo rad pa prepustim kar Garminu ali pa Stravi, da mi nariše neko naključno progo. Niti ne pogledam, kam bo šla, nastavim navigacijo in se prepustim, da me pelje na izlet. In ta način, ko v bistvu ne vem, kam se bom peljal, hkrati pa vem, da se ne bom zgubil in da bom na koncu imel točno tisto razdaljo, ki sem si jo zamislil, to mi je najboljša varianta od vseh. Občutek imam, da mi tako izbiranje prog da tudi več motivacije oziroma več veselja, da se vsak dan odpravim na kolesarjenje. Je pa tako, da tisti, ki ste mogoče pristaši vedno enakih prog, imate za to neke druge razloge in vam je ravno to enako dobra oziroma mogoče še celo boljša motivacija. Bolj švoh bo s tem modrim nebom. Zdaj sem prevozil že 30 km, ampak se mi oblaki sproti premikajo, ker piha vzhodni veter in potujejo na zahod skupaj z mano in en pikič so hitrejši od mene. Sej, tako kot vidim na Stravi, v glavnem tudi vsi tisti, ki vas spremljam, ste približno tako narejeni kakor jaz. Radi kolesarite vsakič drugje, različne pentlje delate, take hudomušne, tako da mi je prav všeč pogledati, kam vse se vozite. In mi je zanimivo, tako ko vidim druge kolesarje na Stravi, kakšne proge ubirajo, kakšne ideje imajo, včasih prav občudujem in se hkrati zavedam, kako sem jaz še zmeraj sam v sebi zaplankan in popolnoma nič out of the box. Trudim se biti hudomušen, ampak precej vas je takih, ki ste še bolj navihani od mene. Seveda bi me pa tudi zanimalo, na kakšen način vi to doživljate, kakšne sisteme imate, kakšne finte. Tako da, lejte, vse komentarje zmeri preberem in na vse odgovorim, tako da kar. Ok, zdaj imam pa še 10 km vožnje proti vetru, da prijem nazaj domov. Tukaj bi se od vas poslovil, vam zaželil čim več lepih kolesarjenj, varno, srečno vožnjo
Hkrati bi se vam vsem zahvalil za podporo, za vse oglede, všečke, komentarje. Hvala pa tudi za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau!